dva temeljna poudarka. Najprej opozarja na to, da če bi hoteli doseči cilje, za katere so se zavezale vlade držav, da bi do leta 2015 vsi otroci imeli dostop do izobraževanja, bi potrebovali na svetu dodatnih 18 milijonov učiteljev. To je ogromna številka, za katero vemo, da jo ne bo mogoče doseči, kar pomeni, da tudi tega cilja, ki si ga je svet zastavil, ne bomo žal dosegli. Drug poudarek pa se tiče pomena ustreznega in kakovostnega izobraževanja učiteljev, če želimo, da bojo učinki izobraževanja kakovostni in da bodo otroci in mladostniki imeli na voljo profesionalce z visokimi etičnimi merili, ki se zavedajo odgovornosti svojega poklica. Naj opozorim, da je zlasti v nerazvitih delih sveta, Afrika, Južna Amerika, deli Azije, izjemno velik problem, ki se povečuje v zvezi z neustrezno izobraženimi učitelji, katerih zaposlitev ni nujno potrebna, pač pa je posledica neoliberalnih politik vlad, v katerih sili Svetovna banka in pa Mednarodni denarni sklad, da države pač pocenijo javne izdatke, proračunske izdatke in tako so številne te države, ki so v težavah, odločajo za najemanje učiteljev, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Na to še posebej opozarja naša svetovna učiteljska organizacija Education International, ki ima 394 organizacije, članic te organizacije iz 171 držav in združuje okrog 30 milijonov učiteljic in učiteljev povsod po svetu. Naj povem, da je sicer na svetu okrog 60 milijonov učiteljev in učiteljic, kar pomeni, da je to najštevilčnejša profesionalna skupina od vseh poklicev na svetu. In kot veste, je SVIS član te organizacije. Pred dnevi sem se vrnil iz Bruslja, sem namreč član izvršilnega odbora te svetovne učiteljske organizacije, kjer smo posebej podčrtali opozorilo študije UNESCO, da se nasilje nad učitelji, nad študenti, dijaki, nasilje nad objekti, v katerih se odvija izobraževanje, v zadnjih 5 letih izrazito povečuje. Razlogi so politični motivi različnih skupin, ki želijo na tak način omejiti vpliv izobraževanja na razmišljanje ljudi. Na vseh kriznih žariščih, na področjih vojnih konfliktov, medetičnih spopadov so učitelji, učenci in pa te prostori izjemno pomembna tarča organizacij, ki želijo vplivati na razvoj dogodkov na teh prostorih, kjer konflikti potekajo. To študijo je v sodelovanju torej v organizaciji UNESCO pripravil eden od
novinarjev BBC-ja in podatki so pretresljivi. Od 77 milijonov učencev, ki ne hodijo v šolo, jih 40% prihaja iz tistih delov sveta, kjer se odvijajo konflikti, vojne, medetični ali verski spopadi, ali pa so bili ti še pred kratkim aktivni, torej 40% vseh otrok, ki ne hodijo v šolo, je posledica pač teh konfliktov, ki potekajo na svetu, in seveda to je zelo pomemben podatek.